Lep pozdrav, dober dan, torej vsem skupaj. Hvala za vašo udeležbo na današnjem dogodku. Skupaj z Blažem bi vam danes rada predstavila nekaj rezultatov enega projekta, evropskega projekta, ki naslavlja teme, ki so morda v zadnjih nekaj letih precej bolj slišane, kot pa so bile. Se mi zdi, da se tudi visokošolske institucije v okviru tega, kako naslavljamo teme povezane z vključenostjo, raznolikostjo, enakostjo in pa dostopom, naslavljamo, zelo razlikujemo med seboj. Pa vendarle se mi zdi, da se je v zadnjih nekaj letih situacija malce spremenila in so te teme tudi v visokošolskem prostoru veliko bolj slišane. Se mi zdi, da tudi naša filozofska fakulteta je morda malce, bom rekla, da pred drugimi in te teme naslavljamo bodi si v okviru različnih študijskih programov oziroma takole na različnih dogodkih. Torej danes bi vam rada z Blažem predstavila nekaj izhodišč, nekaj ključnih poudarkov, ki so do sedaj nastali v okviru projekta Ideja. Torej gre za projekt, ki se ukvarja torej z naslavljanjem, če gremo kar na akronim samega projekta, torej s tematikami vključenosti, raznolikosti, enakosti in pa samega dostopa. Torej teme, ki bom rekla, da so tudi na visokošolskem nivoju danes, lahko rečem, da precej pomembne. In ko smo sestavljali konzorcij samega projekta, smo se spraševali oziroma smo izhajali torej iz nekih izhodišč, ali so naše visokošolske institucije, torej znotraj Evropske unije, resnično dostopne in pa vključujoče, ali omogočajo enake možnosti na eni strani tako študentom kot tudi zaposlenim. Nekako smo v svoj, bom rekla, da žaklo raziskovanja vključili ne samo študente, ampak tudi zaposlene. Torej tiste, ki morda so v določenem segmentu, bodi si izobraževanja ali dela, morda nekoliko zapostavljeni, pa naj se gre tu za razlike v spolih, potem za mogoče dojemanje spolne identitete, potem glede, recimo, kar se tiče študentov, naslavljanja študentov, študentk, staršev, starejših in tako naprej. Skratka smo poskušali s to raznolikostjo zajeti kar čim večji vzorec, torej vseh tistih, ki morda nimajo enakih možnosti, bodi si v okviru študija ali v okviru zaposlitve na visokošolski ravni. In seveda smo želeli preučiti, kako različne visokošolske institucije naslavljajo te tematike, kako morda se z njimi spopadajo in na kakšen način jih rešujejo v praksi, ne samo na nekem papirju. Vemo, da papir velikokrat vse prenese, nekaj drugega pa je potem to realno torej stanje v praksi. Namen projekta je bil predvsem, oziroma je še vedno, ker projekt še vedno torej traja, odpraviti to vrzel v neki institucionalni strukturi evropskih univerz, kjer torej vse te tematike od vključenosti, raznolikosti, enakosti in pa dostopa niso v celoti sprejete in pa nekako postale integriran del torej visokošolskega izobraževanja. Kot partnerji projekta lahko vidite, torej gre za 7 partnerjev, smo si pa med seboj, glede naslavljanja teh tematik, precej raznolike. Torej nekako vodja vsega skupaj in tudi iniciator, idejni vodja vsega skupaj je Center za inovacije na področju torej znanja iz Malte, ki ima, lahko rečem, kar se tiče naslavljanja teh tematik v okviru različnih evropskih projektov, kar zelo veliko izkušenj. Potem sta 2 oziroma 3 inštitucije, ki se s tem že leta zelo intenzivno ukvarjajo in imajo v svojih visokošolskih prostorih razvite dobesedno tudi same pisarne. Gre za Erasmus Univerza v Rotterdamu, Univerza v Dublinu in pa Center za politiko raznolikosti na Nizozemskem. Gre za strokovnjake, ki imajo, lahko rečemo, da tudi že svojo deloma zgrajeno mrežo in prav pisarne,
ki nekako pokrivajo tako področje študentov kot področje zaposlenih, torej v okviru tematik, ki sem jih prej omenila oziroma ki jih obravnava projekt. Potem pa smo zraven še 3 države, torej projektne partnerice, fakultete oziroma univerze, ki smo pa lahko rečem, da šele pri naslavljanju teh tematik ali nekje na začetku ali nekje na sredini, bo Blaž potem v nadaljevanju povedal, torej kaj smo prejšnje poletje uspeli odpreti tudi v Sloveniji, pa ni nastalo v okviru našega projekta, ampak v okviru torej tematik, ki jih naslavljamo, torej Univerza v Beogradu iz Srbije, Univerza v Zadru z Hrvaške in pa naša Univerza v Ljubljani, torej Filozofska fakulteta kot članica le-te. Projekt traja torej 3 leta. Naslovili smo ga kot Ideja Net zaradi 2 stvari. Prvič, torej gre za akronim, torej začetnic angleških besed, ki nekako so del samega projekta raznolikosti, enakosti, dostopnosti, in pa seveda net kot poskušati vzpostaviti neko mrežo, ne samo med našimi projektnimi partnerji, čeprav na začetku to izhodišče zagotovo je, ampak potem to mrežo razširiti tudi na druge visokošolske institucije. Zato smo v okviru projekta zaenkrat raziskali primere dobrih praks, nismo se omejili samo na naših, torej 7 partnerjev oziroma samo na države, ki so članice tega projekta, ampak smo poskušali posegati in pa pogledati tudi izven naših meja, torej pogledati, kaj se po celem svetu dogaja oziroma kako te tematike naslavljajo različne visokošolske institucije. Zato smo v okviru projekta kot nekako izhodišče vsega uredili podatkovno bazo 70 primerov dobrih praks. Zaenkrat je na spletišču objavljenih, se mi zdi, da 69 primerov, bomo pa še tisti zadnji primerno dodali. Je ta podatkovna baza nekako odprtega sistema, ki omogoča torej zelo enostaven pregled, tako po regijah, po državah in pa tudi po različnih nivojih, kar se tiče urejenosti pisarn ali pa strokovnjakov. Vemo, da so države glede tega med seboj zelo različne. Ene, predvsem recimo primeri iz Nizozemske kažejo na to, da imajo nekatere univerze urejeno resnično pisarno, ki nekako ureja tovrstne tematike, skrbi za zaposlene in za študente, bodisi priseljence, študente s posebnimi potrebami in tako naprej. Po drugi strani pa seveda poskuša v svoje vrste pritegniti tudi raznovrsten kader. Spet druge so take, ki tovrstne pisarne posebej nimajo, pa imajo recimo samo strokovni kader, ki za to skrbi, pa ni posebej torej zadolžen oziroma ni posebej, lahko rečemo, da vkomponiran v neko pisarno. Po drugi strani so pa določene pisarne, oziroma določene fakultete, ki samo naslavljajo te tematike. Tako da vsaka fakulteta ali pa univerza, ki se nahaja na tem področju, da bi uredila sistemsko strukturo znotraj svoje univerze, torej lahko poišče sebi najbližji sistem oziroma način. Potem je pa še tretji, bom rekla, da zelo pomemben steber, so pa smernice. Torej napisali smo en tak toolkit, guide tour, lahko rečem nekake take smernice, priročnik, kjer so pa natančneje predstavljeni prav koraki, kako pa lahko vsaka univerza, ki si želi vzpostaviti pisarno, pa le to po posameznih korakih, ki jih bo Blaž v nadaljevanju malce tudi predstavil, torej to dejansko tudi uredi. Zelo si prizadevamo vzpostaviti tudi mrežo, najprej ta mreža nastala med našimi partnerji, želimo pa si seveda pogledati tudi izven torej naših meja in v svoje vrste pritegniti torej najrazličnejše strokovnjake, posameznike, ki se s temi tematikami torej ukvarjajo. Na spletni strani torej samega projekta, potem kasneje se bo na eni izmed drsnic pokazala tudi QR kod, tisti, ki imate s seboj telefone, boste lahko posneli, pa si boste lahko tudi večino stvari presneli na svoje telefone oziroma dobili torej v prosti obliki.
na spletni strani je torej trenutno objavljena podatkovna baza primerov teh dobrih praks, kjer lahko torej z lahkoto raziščete te primere in jih uporabite bodisi za svoje lastno raziskovanje ali pa za grajenje morda mreže. Torej same smernice, torej PDF-datoteka, tako v taki obliki, torej, kjer si lahko torej pogledate, preberete, zelo pomaga torej pri vzpostavitvi pisarne. Zaenkrat so v angleščini, ampak ni problema z sodobnimi prevajalniki, lahko ob kliku prevedemo v slovenski jezik in pa tudi povzetki delavnice. Naj povem torej, da vsak izmed projektnih partnerjev v Srbiji, na Hrvaškem in pa Sloveniji izpelje en tak seminar, tudi v okviru strokovnega spopolnjevanja in mi dva z Blažem sva ga izpeljali oziroma v okviru Filozofske fakultete je bil tak seminar izpeljan v mesecu septembru, pa so te smernice oziroma te povzetki objavljeni tudi na spletni strani projekta. Kot rečeno, eden izmed pomembnih delov tega projekta je vzpostavitev smernic, torej da bi na inštitucijah, ki so del zaenkrat te mreže, torej Srbija, Hrvaška in pa Slovenija in kasneje tudi širše, mora biti v okviru teh smernic nastale neke pisarne, ki bi naslavljale problematiko vključenosti in pa enakosti. Zato smo si postavili, da na podlagi primera dobrih praks naredimo nek tak priročnik, ki bi tem inštitucijam, ki takšnega sistema še nimajo, temu ustrezno pomagale, se pravi v celotni smernici oziroma priročnik naslavlja kar precej korakov, ki grejo postopoma od prepoznavanja posameznih zastopanih skupin do institucionalne vzpostavljenosti, se pravi, kdo to vodi, kdo upravlja, tudi kako se omogoči financiranje, ter na koncu, kako tudi sami deležniki, se pravi, zaposleni, študenti in tisti, ki čutijo potrebo po vključenosti, lahko postanejo aktivni partner v neki taki pisarni. Kot rečeno, sam priročnik oziroma smernice so dostopne na spletu, si jih lahko brez težav prenesete, je pa zelo recimo didaktično in zelo postopoma po korakih opisano na podlagi izkušenj, ki jih imajo univerze, ki so takšne, oziroma inštitucije, ki so take pisarne že vzpostavile, tudi težave, s katerimi so se soočale in seveda, da na koncu to zaživi kot nekaj, kar potem stalno spremlja celoten pedagoški proces in tudi zaposlene na sami fakulteti. Kot je Mojca omenila, eden od pomembnih dejavnikov je pa bilo tudi neposredno strokovno spopolnjevanje, ali kot se temu, kot so to pojmenovali, capacity building, torej, da se v skladu z sami lastnostmi in pa usmerjenostjo posameznih inštitucij prav prilagodi izobraževanje ljudi, ki se ukvarjajo s študenti, zaposlenimi, ki čutijo potrebo po vključenosti oziroma da se čutijo zapostavljene. Septembra smo izvedli delavnico strokovnjakinje iz Nizozemske, ki imajo dolgoletne prakse, tako s pisarnami kot samim izobraževanjem, so prišle na fakulteto. Hvala fakulteti, da nam je omogočila od prostorov do tega, da smo pač sami sodelovali pri tem, da smo ugotovili, katere problematike naslavlja filozofska fakulteta, katere so tiste skupine, ki si zaslužijo posebno pozornost, kaj glede tega narediti in tudi osebje, ki je sodelovalo, da se izobrazi in lahko prepozna ter ustrezno ravna, da bo filozofska fakulteta, govorimo neposredno o tej inštituciji, postala nek varen prostor za ljudi, ki čutijo potrebo potem, da bi bili vključeni. Tudi celotno gradivo in vse ugotovitve so dostopne na spletu preko QR kod, si jih dejansko lahko tudi prenesete na svoje računalnike in ogledate. Zdaj, če želite vstopiti v kontakt z nami, so
torej neposredno seveda lahko stopite v kontakt z nama dvema, lahko stopite v kontakt s vsemi partnerji, lahko se udeležite kar nekaj webinarjev, ki bodo izvedeni do konca tega leta oziroma do konca samega projekta. Imamo novičnik, na katerega se lahko naročite in seveda dostopna je že večkrat omenjena spletna stran. Lahko pa se k temu še bistveno bolj aktivno vključite, kar pomeni, da če imate ideje, jih lahko prenesete v zbirko dobrih praks, lahko jih, kot rečeno, lahko se naročite na različne novice, oziroma ne samo tudi nas, tudi ostali projektni partnerji so na voljo za dostop in komunikacijo, še posebej tisti, ki imajo mnogo bogatejše izkušnje. Mimo tega projekta, bolj kot naključje, ni ravno naključje, ker je to strategija univerze do leta 2027, se je v lanskem letu vzpostavila pisarna za enakost in vključevanje, ki dejansko naslavlja prav iste problematike, isto tematiko kot celoten naš projekt in smo, ne da bi vedeli v nekem trenutku drug za drugega, potem stopili skupaj, tako da tudi udeleženke, ki vodijo pisarno, so se udeležile izpopolnjevanja na okviru naše fakultete in nekako z željo, da bomo sodelovali tudi skupaj, glede na to, da je, kot je Mojca omenila, filozofska fakulteta kar precej vodilna na tem področju in se nekako pričakuje, da bo to vodilno vlogo, meni se zdi, nekako bi bilo fair, da jo ohranimo še naprej. Tako da, v zaključek, če je želja strani fakultete, kogarkoli, želimo, da bi nekako ohranili to povezavo in da glede na to, da je univerza prepoznala to kot svojo ključno strategijo, verjetno bi bilo dobro, da če bi tudi na tej fakulteti šli v to smer, da bi bila sama ta vključenost, ki je že tako na visoki ravni, bila mogoče še malce bolj institucionalizirana. Tako da, to je to z najne strani, hvala lepa. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, pa z veseljem.